Poleti so lasje izpostavljeni težjim razmeram kot običajno. Močno poletno sonce in klorirana ali morska voda povzroči, da se lasni mešički las bolj oprimejo. Poleg tega so švedski strokovnjaki ugotovili, da je poleti največji odstotek las v tako imenovani telogeni fazi. To je v obdobju počitka in zadnji življenjski stopnji. Po tej las izpade. To se običajno zgodi približno 100 dni pozneje, torej jeseni. Jeseni izpadejo tudi tisti lasje, ki bi naravno morali že poleti, pa jih je telo zadržalo, čeprav so odmrli. Z izpadanjem las pa se pred 2000 leti niso preveč obremenjevali stari Egipčani. Ti so menili, da je česanje las zamudno in nepotrebno opravilo. Zato so si tako moški kot ženske brili glave ter nosili pokrivala in lasulje. Te so bile priljubljene tudi v srednjem veku. Razpuščene lase pa so ljudje povezovali s čarovništvom. V 18. stoletju so bile lasulje znamenje bogastva, ugleda in lepote. Bile naj bi čim večje in čim razkošnejše. Malce zoprno je bilo le, da so jih nosili po več tednov, ne da bi jih umili, pritrdili pa so jih s svinjsko mastjo. To je privlačilo uši in druge žuželke. Šele v 20. stoletju so v zahodnem svetu začeli večjo pozornost posvečati naravnim lasem. Torej, ker so lasje poleti izpostavljeni težjim razmeram in ker je največji odstotek las takrat v telogeni fazi, jih jeseni izpade več kot običajno.